Pozdravljeni! V tem videoposnetku vam bom pojasnila, kako določamo besedne vrste v povedih oziroma besedilu in na kratko pokazala, da besedne vrste niso stavčni členi. Oglejmo si prvi primer. Pri besednih vrstah moramo določiti vsako besedo posebej. Prva beseda je joj in to je medmet. To je razpoloženski medmet. Kot vidite, je od ostalega dela povedi ločen z vejico. Gremo dalje. Beseda danes je prislov in sicer časovni, saj se po njem vprašamo z vprašalnico kdaj. Torej, kdaj piha res močna burja? Danes. Beseda piha je glagol. Tu se bomo za trenutek ustavili, da mu določimo vse, kar znamo. Glagol piha je v tretji osebi ednine, čas je sedanjik, naklon je povedni, glagolski vid je nedovršni, dovršni bi bil recimo za piha, način pa je tvorni, saj vršilca dejanja poznamo. Burja je tista, ki piha. Beseda res je členek, ki izraža podkrepitev trditve, da piha močna burja. Beseda močna je pridevnik in sicer lastnostni, saj se po njem vprašamo z vprašalnico kakšna. Torej, kakšna burja piha? Močna. Nadalje, beseda burja je samostalnik, saj označuje pojem. Spol je ženski, ker rečemo tista burja, število je ednina, saj rečemo burja je, sklon pa je imenovalnik, kdo ali kaj piha? Burja. Zdaj, samostalnikov in glagolov ne bom več določala, da ne bomo izgubljali časa, lahko pa jih poskušate določiti sami. Beseda zakaj je zaimek in sicer vprašalni. Zdaj pa pazite, besedi si predlagal sta pravzaprav skupaj, to je namreč glagol. Besedica si je pomožni glagol. Beseda da je veznik, saj smo z njo povezali glavni in odvisni stavek, torej tega in tega. Beseda greva je glagol, besedica v je predlog, saj skupaj z besedo park izraža kraj. Kam greva? V park. Zdaj pa še zadnja beseda, ki je samostalnik, saj označuje pojem. Naslednji primer. Beseda kolikor je zaimek in sicer oziralni zaimek. Če se spomnite, so oziralni zaimki precej podobni vprašalnim, le da je na koncu pogosto, ne pa vedno, pogosto r. Beseda vem je glagol, besede serija, Harry in Potter so pa samostalniki. Serija je pojem, Harry in Potter pa sta ime in priimek, torej gre za bitje. Beseda vključuje je glagol, beseda sedem je števnik in sicer glavni, saj se po njem vprašamo z vprašalnico koliko. Torej, koliko knjig vključuje serija? 7. Beseda knjig je samostalnik, saj označuje stvar, beseda čeprav je veznik, saj povezuje drugi in tretji stavek, torej tega in tega. Beseda je glagol oziroma natančneje glagol biti. Beseda filmov je spet samostalnik, saj označuje pojem. Beseda kar je členek, s katerim izrazimo, da je 8 filmov za nas dosti. Zadnja beseda, torej 8, pa je števnik in sicer spet glavni. Koliko je filmov? 8. Zdaj pa še zadnji primer. Sneguljčica je samostalnik, saj označuje bitje. Beseda in je veznik, saj povezuje besedo sneguljčica z besedno zvezo 7 palčkov. Beseda 7 je števnik, spet glavni. Beseda palčkov je samostalnik, saj označuje bitje oziroma več biti. Beseda je glagol oziroma glagol biti. Beseda pravljica je samostalnik, saj označuje pojem. Beseda ki je zaimek in sicer oziralni zaimek. Če se spomnite, sem vam povedala, da se oziralni zaimki načeloma končajo na r, izjemi pa sta ki in kateri. Zdaj pa pozor. Besedi sem in oboževala sta obe glagol, čeprav je vmes še ena besedica. In tudi v tem primeru imamo pomožni glagol. Tista besedica, ki se je vrinila vmes, torej med glagol, pa je zaimek, sicer osebni zaimek. Koga sem oboževala? Njo. In ta njo se nanaša na pravljico. Beseda ko je veznik, saj povezuje dva stavka. Besedna zveza sem bila je
glagol, besedica še je členek, otrok pa je samostalnik, saj označuje bitje. Beseda lepo je prislov, in sicer načinovni prislov. Kako se ti zdi lepo? Zadnja beseda, torej ne, pa je členek, saj smo rekli, da s členki tudi zanikamo in pritrjujemo. Zdaj pa na hitro poglejmo še stavčne člene. Temu stavku smo besedne vrste že določili, zdaj pa mu bomo še stavčne člene. Medmed bom izbrisala, saj ni stavčni člen. Če se spomnite, moramo najprej začeti s povedkom, ki ga podčrtamo z vijugasto črto. Povedek v tem stavku je piha. Torej, kaj se dogaja? Piha. Pazite, saj ko podčrtujemo stavčne člene, rečemo, da je to povedek, ne več glagol. Pojdimo naprej. Kdaj piha? Danes. Torej je to prislovno določilo časa. Zdaj pa pozor. Beseda res je členek, ampak rekli smo, da ga podčrtamo kar skupaj s tistim stavčnim členom, na katerega se nanaša. Torej, kdo ali kaj piha? Res močna burja. Osebek, ne? Kot vidite, je en stavčni člen, v tem primeru osebek, lahko sestavljen iz več besednih vrst. Ta osebek sestavljajo členek, pridevnik in samostalnik. Upam, da besedne vrste zdaj razumete bolje. Ne pozabite si ogledati še videoposnetka besedne vrste 1, v katerem so vse besedne vrste razložene nekoliko podrobneje. Se slišimo!